Spoštovani in cenjene, verjeli ali ne, spremljate okroglo 50. Epizodo podcasta Zagret za tek. Marko Roblek je moje ime in na 9-mesečno oddajanje v eter gledam kar malo s ponosom. Super se je razvil tale projekt, izjemne tekačice in tekače sem imel čas gostiti. Super debate smo furali, odpirali smo zanimive teme, še bolje zvesto občinstvo. Ste si ogledali ali poslušali moje oddaje v temle podcastu že več kot 40,000 krat. Tako da super ste, pa šele ogreli smo se. Hvala vam torej, drage maratonke in dolgoprogaši. Danes pijem, sem že pripravljen na vaše zdravje. Ampak pred drevico izpeljimo še današnjo oddajo. Danes bom skušal govoriti malo manj, zato sem si namenoma poklical kar 4 goste. Z izkušenima trenerjema Klemenom Lovrenčakom in Dejanom Lenartom vam sugeriramo, kako se tekaško pripraviti na jesensko tekmovalno sezono, ki, ako Bog da, vendarle bo izpeljana. Posebno vabilo na slovenski 12-urni tek v Kranju pa smo spesnili s Klemnom Boštarjem in Majo Rigač. Super pogovori bodo to, še pred aktualnostmi pa vabilo, da se na tale podcast naročite, da podelite kako objavo, da všečkate, da komentirate, da napišete kakšen predlog, zmeraj mi je všeč, ako pa lahko pogrešite, lahko tudi donirate kak evro ali 2. Na tem mestu posebna zahvala rednemu naročniku Marjanu, pa seveda tudi donatorjema Alešu in Pavletu. Hvala vam, prijatelji. No, gremo k novičkam. Če že evropskega prvenstva v fuzbalu nismo spremljali, kot bi ga v normalnih razmerah, pa bomo, verjamem, vsaj olimpijske igre bolj imeli na radarju. Čeprav brez gledalcev, ampak so se organizatorji znašli in sedeže tako slikovito pobarvali na stadionu, da vdaleč izgledajo, kot da so zasedeni, bodo tokijske igre pač vrhunec sezone v mnogih športih, nas pa bo zanimala predvsem atletika. Posebej sem se, najbrž tako kot mnogi izmed vas, razveselil novice, da bo ekipi poleg Maruše Mišmaš, za katero računam, da bo razsanirala tisto manjšo poškodbo, poleg trojice sprinterjev, poleg metalca in skakalke s palico tudi mlada, perspektivna in noro hitra Klara Lukan, ki je prejšnji teden odnesla tudi srebro na Evropskem prvenstvu do 23 let. Dekle je sposobno teči krepko pod 15:30 na 5000 metrov, ki bo njena disciplina tudi na olimpijskih in pričakovanja so visoka. Dajmo Klara, dajmo Maruša, dajmo slovenska ekipa. Atletika bo na sporedu od petka 30. julija do nedelje 8. avgusta. Večerni program v Tokiju bo popoldanski pri nas, kar pomeni, da ne bo treba ponočevati in zgodaj vstajati. Razen morda za maratona, ženski bo na sporedu v petek ob polnoči, moški po soboto 8. avgusta ob polnoči po našem času. Da boste obe dirki noro zanimivi, ni treba posebej poudarjati, svetovni vrh je širok kot še nikoli, mladci so željni krvi in lovorik, posebej zanimivo moški maraton in nastop branilca naslova Eliuda Kipčogeja, ki bi zmago potrdil krono največjega v zgodovini. Njegov poraz pa bi bržkone pomenil konec neke tekaške ere, vsaj 2 tekače iz njegovih časov bomo v Tokiju prav gotovo pogrešali, saj se veliki Kenenisa Bekele ni uvrstil v etiopsko ekipo, prav tako pa na stezi ne bo dvakratnega dvojnega prvaka steze Moja Faraha. Bodo pa drugi, mladi, nori, zagreti kot 100 hudirjev. Na 5000 in 10.000 metrov prav nihče ne upa staviti na gotovega zmagovalca ali zmagovalko, če smo že pri tem Etiopci, Kenijci in Uganci, plus Norvežan Ingebrigtsen pri fantih in podobna slika pri dekletih, kjer je prejšnji mesec v 48 urah kar 2-krat padel svetovni rekord na 10.000 metrov, najprej Nizozemka Hasan, potem Etiopika Gidej, ko sta znamko približali čisto blizu 29 minutam. Ko smo že pri svetovnih rekordih, 400 metrov ovire je zahtevna šprinterska disciplina in tako moške kot ženske tablice imajo od pred kratkim nova svetovna rekorderja. Posebej impresiven je bil Karsten Warholm, ki je podaril skoraj 30 let star rekord Kevina Younga iz Barcelone. Tiste igre so bile prve, ki sem jih zares sprejel in tisti tek Kevina Younga je eden redkih, ki se ga še od takrat spomnim. Tudi na teh olimpijskih igrah nas torej čakajo poslastice. Če mi uspe, sestavim tematsko oddajo na teme olimpijskih iger čez nekaj tednov in s poznavalci
pokomentiram tudi dosežke. Kaj se dogaja na rekreativni sceni? Predvsem pri nas. Junija je izvedbo vendarle dočakalo nekaj tekaških dogodkov po Sloveniji, od trailov do cest. Žal sem zgrešil šmarješki trail, sem pa zatem uspel teči na Mošanskem teku, manjši, zelo simpatični cestni prireditvi v Mošnah pri Radovljici. Prijetna prireditev, ker je vsaj za nekaj momentov izgledalo, kot da se je korona že poslovila. Na Bledu smo teden kasneje izvedli tudi prilagojeno nočno desetko. V dnevni izvedbi tega teka se je na Bledu udeležilo dobrih 500 tekačev, še virtualno je širom Slovenije in tudi sveta teklo dobrih 400. V koncu smo veseli, da nam je vsaj nekaj uspelo spraviti skupaj. No, Jani Mulej, Marjan Robič, Laura Guzelj in Nuša Mali, ki so dobili vsak svojo preizkušnjo, pa so potrdili, da je imela dirka poleg nekaj druženja tudi tekmovalni naboj. Se vidimo prihodnje leto, leta 2022, bo nočna desetka sigurno ob 22, pa in prav nič drugače. Kaj nas čaka v naslednjih mesecih? Prijave so odprte za jesenske teke, ki jih na čelu z Ljubljanskim maratonom nestrpno pričakujemo in upamo, da jim korona ponovno ne prekriža načrtov. Najbolj sigurno so prav gotovo prireditve do konca poletja. Med njimi je posebne omembe vredna ultramaratonska preizkušnja v Kranju. Slovenski 12-urni tek je posebna mestna ulična prireditev, ki privablja največje imena tega športa iz Slovenije in tudi tujine in bo 22. avgusta razgrela gorenjsko prestolnico Kranj. Tja vas povabim v odlični družbi, saj sta se mi v kratkem pogovoru pridružila direktor tekmovanja Klemen Boštar in sekretarka atletskega kluba Ultramaraton Slovenija Maja Rigač. Klemen, Maja, živijo! Zdravo! Evo, sem prav vesel, da smo se dobili tukaj v troje. Zakaj v troje? Gre namreč za pomemben dogodek. Dragi Klemen, kot vodja tekmovanja 12-urni slovenski 12-urni tek, prosim povej, kaj se bo dogajalo spet po letu premora, kje se bo dogajalo, pa zakaj se bo dogajalo? Torej, letos četrtič, prvič, drugič, se pravi leta 15 in 60 je bilo v Trbojah, 2019 smo šli v Kranj, da ultramaraton oziroma supermaraton pripeljemo v center mesta, da bi bilo pač za tekače lažje, ker tiče vzpodbude, gledalcev je bilo ogromno. Tudi smo pa mnenja, da je treba ta čudovit šport predstaviti tudi širši publiki. Zato smo v Kranju. Kaj se bo dogajalo? Isto kot 2 leti nazaj, s prevzemom start packov začnemo v soboto, 21. avgusta, ob 7:30 zvečer. Potem grejo tekači na spanje, mi na pivo, naslednji dan pa spet 1 uro pred štartom prevzem start packov, kdor pa če ni prevzel. Letos bomo poskrbeli tudi, da se bojo tekači lahko brezplačno pri nas testirali, tako da jim bomo malo prikrajšali ves ta letanje in vse to. Pa kot običajno že ob 7 zjutraj štart teka na 12 ur, ob 1 uri oziroma 13 uri štart teka na 6 ur in seveda zaključek ob 19 uri na obeh tekmah, in 6 ur in 12 ur. Sledi takoj pol ure po tem, ko vsi tekači pridejo v cilj, sledi podelitev na trgu. Letos ne bomo delali podelitve v Majerju, ker mislimo, da je treba narediti podelitev takoj in da tudi potenčno obdržimo še vse navijače, ki so ves dan spodbujali tekače. Pol pa seveda žur, debata, take stvari, običajne stvari. No, super uvod si naredil, Klemen. Spoštovane, gre za enega redkih, če ne edinega, 12-urni tek v strogem mestu, uličarko, pravim pomenu te besede, v Kranju. To bo Kranj je res izvrstno mesto za take dogodke. Maja, daj mi povej mogoče, kako bo izgledala sama proga za tiste, ki še niso bili, na kaj morajo pač tekači se pripraviti. Pač krožni tek je nekaj posebnega, ljudje so vajeni marsikaj, v Sloveniji takih tekov bolj malo.
sladkih 6 se spomnim, recimo, ampak ti si bo samo 6-urni tek, morda for maratona v Ljubljani, to je bilo 8-urni tek, 12-urnega v Sloveniji, mislim, da ni. Daj malo razloži, no, kakšna je proga, kako bo to izgledalo, kakšen je profil proge morda. Ja, gre za traso, za krožno traso dolgo 1220 metrov. Začne se na glavnem trgu v Kranju pri Vodnjaku in poteka pač po tlakovani ulicah, po asfaltu. Ni neka posebne podlage ali neke posebne proge, je čist lepa, tekoča proga. Glede na to, da proga dejansko poteka mimo več kranjskih znamenitosti, mimo več tudi gostinskih obratov, kjer se nabere lahko tudi večja množica, ki navija in tako naprej. Daj mi povej, koliko tekačev pričakujete v letošnji izvedbi oziroma koliko jih je bilo 2 leti nazaj, tisti tek prvi v Kranjskem centru izvrstno uspel, koliko jih pa pričakujete letos? Leta 2019 je bilo okrog 80 tekačev na obeh preizkušnjah, se pravi na 6 in 12 ur. Letos si želimo seveda še več, mi imamo številko, da pričakujemo 150 tekačev, pričakujemo jih tudi s tujine, samo pač teli vladni odlok prehajanja meje v tem času nam delajo malo težave, ker se spreminjajo iz tedna v teden, tako da imamo napovedane tekače iz tujine, samo pač bojo po moje čakali do zadnjega, ali pač kakšni so pogoji za vstop in potem, ko bojo šli nazaj domov v svojo državo, ker težko si kdo privošči, 2-tedensko karanteno, ko pride nazaj domov. To moramo pač zdaj vzeti žal v zakup. Ja, tudi koronsko leto 2021 je malo poseglo, rekel, na tekaško sceno. K sreči se je 12-urni tek v Kranj vrnil z omejitvami, kakorkoli že. Klemen, daj mi mogoče najbolj zveneča imena, ki so že prijavljena, ki jih pričakujemo v Kranju, naštej, od slovenskih matadorjev in matador, kdo recimo tudi tujih pretendentov. Jaz bi najprej povedal, kdo vse so že bili na naših tekmah. Super. To je sigurno Ivan Čudin, večkratni, mislim, da 3-kratni zmagovalec špartatlona, Marko Bonfilio, mislim, da je tudi dosegel 2. mesto v Dolini smrti, tudi špartatlon večkrat pretekel. Moram poudariti, da je tudi na naši trasi leta 2015 naredil rekord proge in s tem tudi italijanski državni rekord, ki mu ga je tudi Italijanska atletska zveza priznala kot rekord. Potem je bil lansko leto pri nas Jacek Betkovski iz Poljske, Brenda Karavan, Američanka, ki je tudi osvojila 2. mesto na Badwateru. Ogromno je bilo takih, ne smemo tudi pozabiti na naše, Nataša Robnik, na primer, Mirko Miklič, Neža Mravle, obe sta bili že zmagovalki, in Neža in Nataša celo z novim državnim rekordom v letu 2019. Letos pa tudi, zaenkrat so prijavljeni tekmovalci iz 6 oziroma 7 držav in seveda vsi naši najboljši tekmovalci. Jaz bi samo še nekaj rekel na temo trase. Mi, ko smo se selili s Trboj v Kranj, smo stremeli k tem, da naredimo traso kot prvo atraktivno, ker vsekakor je krog po Kranju zelo atraktiven, kot drugo pa, da je proga hitra. Naš krog je skoraj povsem raven, brez zelo ostrih ovinkov in dopušča najboljšim doseganje rekordnih distanc in pa tudi tistim, ki se mogoče celo prvič podajajo na kaj takega tako dolgega. Glede na to, da je krog kratek, ogromno spodbude navijačev in tudi, se pravi, konfiguracija je lahka in je s tem precej lažji. Bravo. Je mogoče slovenski 12-urni tek tudi kdaj pričakovati, da bo štel za recimo državno prvenstvo v 12-urnem teku? To je bilo že letos v planu. Zelo blizu tega smo bili, da bi
tekma štela za državno prvenstvo, ampak so nam na Atletski zvezi pač povedali, da bojo letos prišli pač tekmo si ugledati in pol presodili, ali je tekma zadosti dobra za kaj takega ali pač ne. Mi smo prepričani, da je tekma že danes zadosti dobra, ampak pač protokol je tak. Maja, kot vidna članica atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, najbrž lahko potrdiš, da je to tudi prva večja prireditev v Sloveniji pod okriljem tega društva, katerega predsednik je mimogrede Mirko Miklič. Daj mi povej, so kakšne posebne priprave to zadevno, vendarle je na ta način tudi klub dobil dodatno veljavo, klub je prepoznaven, v klub se včlanjuje vedno več tekačev, ultramaraton je vroča zadeva, tudi ta na cesti. To drži? Ja, jaz sem vesela, da je organizacija tega slovenskega 12-urnega teka, da poteka pod okriljem našega kluba. Rekel, s tem klub dobiva veljavo in hkrati tudi teka, ker s tem, ko klub organizira to tekmo, smo avtomatsko, ker smo člani Atletske zveze Slovenije, dobili tudi močno podporo Atletske zveze Slovenije, tako kot je rekel Klemen, da imamo velike možnosti, da bo naslednje leto ta tekma štela za državno prvenstvo. In tudi veliko podpore občine Kranj imamo. To je pomembno povedati, kajpak. Seveda ne smemo mimo tega, da povabimo naše tekače, recimo perspektivne ultraše ali pa tudi tiste, ki bi se radi samo preizkusili. Recimo pri krožnem teku je vendarle fajn, da lahko tudi odnehaš prej kot v 12 urah, pa ti rezultat šteje, je tako. Se pravi, če bi želel odteči svoj prvi maraton, recimo na 12 ur Kranja, bi to lahko pač naredil. Tudi take primere ste že imeli, kaj ne, Klemen? Ja, takih primerov je bilo več kot pa ne. Samo en primer bom zdaj izpostavil. Primož Čebašek, lastnik znane mehiške restauracije v Kranju. On ni tekač. Ne bom rekel, da ga šport ne zanima. Tudi v mlajših letih je on bil športnik, ampak že dolg on tekel ni nič. In mu je lansko leto, v letu 2019, pač ratal preteči maraton. Pač z malo mukami, ampak hočem reči, da se sploh na teh krožnih dirkah support imaš, bom rekel, na vsakem koraku, okrepčilo na vsak kilometer, lahko vmes počiješ, da ni noben problem. Zadovoljstvo po takih distancah je pa precej večje kot pa na krajših tekih. Tako da jaz mislim, da se splača poskusiti. No? Super povedano, Maja. Dajva še par tehničnih podrobnosti, kje se še lahko prijavijo, dokdaj so predprijave, menda je v igri tudi vroča nagradna igra. Ja, prijave so na naši spletni strani, to je slo12.ran. Imamo zdaj nagradno igro teka do srede, se pravi vsi, ki se bojo prijavili in plačali do srede, bojo imeli možnost, da bojo izžrebani za superge hoka po lastni izbiri. Tako da, in to ne bo zadnja nagradna igra, jih bomo še kar nekaj imeli do zadnje prijave 12. avgusta. Super. Do 22. avgusta, ko je na sporedu dirka, je še koliko tednov, tako na pamet računam zdaj 6, a sem prav zračunal. Za pripravo je še nekaj časa, Klemen. Oba dva sta tudi ultraša, Klemen kot špartatlonec, recimo, kdaj si pa ti na zadnje tekel 12 ur? Mislim, da je bilo to v Irningu leta 2018 na 24-urnem teku, če se ne motim. Že kar nekaj časa je od tega. Ne, na Hrvaškem, na svetovnem prvenstvu. Ja, tam sem pa tekel malo manj kot 12 ur. Ja, bravo, imaš prav, 100 kilometrov. Maja, ne pozabi ničesar, no Maja, kdaj si pa ti tekla zadnjič 12 ur? V Kranju, na slovenskem 12-urnem teku 2019.
Halo. No, super, Maja. Se pravi, Tretje mesto pritekla, ne? kot izvrstno. Potem, kdo drug bi bil najboljši, da v tem času, ko je recimo Klemen službeno odsoten in je v Angliji, v Sloveniji vse podrobnosti in delo glede organizacije ureja Maja. No, če so že pri Angliji, Klemen, ti si praktično na otoku v trenutku, ko je se končalo vroče Evropsko prvenstvo v nogometu, če se malo odmaknemo od teka, kako je izgledal ta dokaj boleč poraz za domačine, ki so jim ga prizadejali Azzurri? Zgledal je hudo, no. To je bila za njih katastrofa. V bistvu so iz spetja, zbijanja, norenja je šlo v jok direkt, brez kakšnih umestnih faktorjev. Iz veselja v jok, katastrofa. Tudi jaz sem zelo hitro šel domov, ker med žalostnimi ljudmi se jaz zelo nerad, nezadovoljnimi ljudmi se jaz zelo nerad gibam. Mi je bolj škole. Mi se imamo super. Super se bomo imeli tudi 22. avgusta, tam ne bo solza, kvečem solze sreče, pa veliko znoja, tako dirka 22. avgusta bo nekaj posebnega. Maja, imaš recimo zaključno besedo, sigurno smo še kaj pozabili omeniti, ali pa zgolj, simpatično povabiti še koga tam zunaj, ki posluša. V Sloveniji je veliko tekačev, ki jim čez poletje morda manjka kakšen izziv. Zakaj pa ne bi morda prišli v Kranj, kaj ne Maja? Tako je. Jaz vabim vse tekače, ki se še niso prijavljali ali pa razmišljajo, da mogoče je 6 ur ali pa 12 ur preveč, da se še niso spopadli s distanco, da naredijo en korak naprej, da pridejo v Kranj in poskusijo. In tako, kot si ti rekel prej, če pa ne greš 6 ur pa 12, pa malo vmes poči ali pa se malo pomasira, ki pojede v krepčevalnici, se osveži, pa gre naprej. Lahko tudi malo pohodi, pa 12 ur mine, takole. Tako da vabljeni vsi. Perfektno. Klemen, pozdrav na otok. Maja, hvala tudi za vse informacije. Marko, hvala. Hvala vama. Čau. Lepo se majte, se vidimo 22. avgusta v Kranju. Čau. Zmenjeno. Čau. V Kranju se definitivno vidimo, kot kaže, bom tam opravil 12-urni šiht, žal ne na progi, ampak v progi z mikrofonom, zna biti kar zanimivo in tudi vroče. Prijavite se, obljubim, da vas bom spodbujal. Če pa pridete samo navijati in me pozdraviti, pa se tudi ne bom zmrdoval, bo še bolj zanimivo. Tako da, vabljeni 22. avgusta v Kranj. Če smo že pri ultrah, mimogrede, novički sveta, legendarni Western States je dobil naš stari znanec, nesojeni svetovni rekorder na 100 km Jim Walmsley. Najbolj brutalna dirka Badwater v dolini smrti pa je na sporedu ta vikend. Kot zanimivost, par dni nazaj so tam izmerili norih 54 stopinj Celzija. Tako da mi pri 30 očitno nimamo kaj veliko za jamrati. No, gremo kar glavni temi oddaje. Že prej sem omenil, da končno pričakujemo tudi resne tekaške dirke. Jesen je bila vedno bogata s ponudbo, leto zaradi pristavljenih dirk še bolj. Do DMTeka, Triglav teka, Bovca je komaj 2 meseca, malo več do Konic in Novega mesta, do Ljubljanskega maratona pa dobre 3 mesece. Kako v tem času začeti s pripravami na preizkušnje, kako dodati kilometre, uriti vzdržljivost in kako izpiliti formo ter dodati tekmovalno hitrost na že opravljene pomlade kilometre, mi bosta pomagala predlagati 2 znana tekaška trenerja. Prvi je z mano Dejan Lenart, trener vrhunskih atletin in atletov ter solastnik Happy Gyma, ker že desetletje uri trenira in svetuje tudi rekreativnim tekačem. Dejan, pozdravljen, živijo! Čau! Smo sredi vročega poletja sicer, ampak o teku razmišljamo ves čas. Tebe sem poklical zato, ker si priznani trener tako vrhunskih kot rekreativnih tekačev, in medtem ko vrhunski tekači zgolj filigransko pilijo formo za večja tekmovanja ali pač imajo nek premor pred jesensko sezono,
pa se rekreativna scena v Sloveniji šele dobro prebuja. Jesen obeta, da bo postegla s kar nekaj tekaškimi pridicami. Upamo, da bo tako. Tekaški dogodki so za marsikoga glavna motivacija, da se nekako premakne, začne redno miga trenirati. Se pravi, tam zunaj imamo zdaj tekače in tekačice, ki že na eni strani redno vadijo, so nekako stalno pripravljeni in rabijo pač spilati formo za jesen in drugo skupino, ki je morda še večja, ki se je pa zdaj zdramila in bi rada v jesenskem času tekla kakšno 10, polovičko, celo maraton. In dajva najprej te nasloviti, kako se torej loti treninga, da v teh 2 do 3 mesecih, ko nas čakajo recimo resne tekaške preizkušnje, spet pridemo v tekaško formo brez poškodb. Zdaj bova se lotila začetnikov oziroma že ljudi, ki že malo tečejo. Da recimo, ljudi, ki že imajo neko... Ki že imajo nekaj za sabo, ki so že tekli, pa so zdaj malo bili na dopustu, pa grejo zdaj spet na štart. Prav, pač dajmo začeti vseeno z neko bazo. Pač jaz bi to priporočil vsaj zdaj, ker govorimo o 2-3 mesecih, dajmo se vzeti na 2 tedna za neko miren tek. Zato, da telesu vsaj malo adaptacije damo. Mogoče malo poskrbimo za naše mitohondrije, kapilare in tako naprej, da se telo vsaj nekam lahko usmeri in da počasi začne pridobivati na kondiciji oziroma tisti splošni pripravi. Ne? Med to splošno pripravo je pa zelo dobro poskrbeti za malenkost moči, ker to pomeni, greš na tek, se ustaviš, ker govorimo zdaj o rekreativni populaciji, jaz isto delam zase, tako da se ustaviš, narediš kakšne izpadne korake, par vajc na kakšni klopi, mogoče kakšne stopanje na klop, kaj tazga, ker konec koncev rabimo močne noge, ne, da nosijo to težo, ki nastane, oziroma te sile, ki nastanejo med tekom, pa dobro je delati kakšne stabilizacijske vaje za trup, zaradi samih rotacij, ki nastanejo, ker potem te rotacije pač posledično lahko dol, kot domina podrejo, v bistvu celo biomehaniko teka, ne. Če mi se pač vrtimo med tekom okrog svoje osi, ni najbolj primerno. Tako da jaz bi med to bazo se temu posvetil, zdaj pa ta tekaška moč, da ni treba sam stopati na klop pa delati naprimer nekih izpadnih korakov pa počepov, lahko delamo tudi teke v klanc. Si zberemo klanc za začetek, mogoče kak 3-5% naklon, torej ne preveč, in delamo 10-15 sekunde malo hitrejše teke, neko submaksimalno hitrost, človek najde svojo, mora biti hitrost, naj to poudarim taka, da še vedno tekaška tehnika ostaja, ne da gremo na bodale, pa se razpademo v klanc, ker od tega ne bo nič, samo kakšna poškodba. Pa klanci so zelo fajn za začetek v bazi, zakaj? Zato, ker dobro vplivajo na tetive, zelo težko je nepravilno teči v klanec, malo kdo bo na peto pristajal v teku na klanec. Tako da vedno se nagneš proti klancu, ne? To je že logično, ne? Se tudi, če bi hodil peš v hribe, pa bi se nagnal nazaj na peto, mislim, zelo težko bi te prevaga nazaj, ne? Na hrbet. Potem ekstenzori kolka morajo delati, ne? Pač odriv mora biti poudarjen, dejansko se moraš odrinati, ne? Tetiva naredi tisto prožnost, ki jo rabi, in potem pa še ena stvar, ker ljudje tečejo, ne se probajo zavedati telesa. Da ne tečejo samo zato, da tečejo, ampak ne probajo malo prisluhniti telesu, oziroma ker se stopalo dotakne podlage, ne probajo začutiti odriv. Ne? Torej, stopiš na podlago vložiš neko energijo. To energijo hočeš nazaj. Pa ne govorimo o neki spiritualni energiji, govorim pač v čisti fiziki, ne? Torej, Tako. te dotakneš podlage in potem začutiš, da pač telo more odreagirati. In to je prav. Super si tole začel. Všeč mi je, da si najprej začel, pa to vedno, ko se pogovarjava, izpostavljaš, ne? Tehnika, najprej tehnika, pa moč, pa stabilizacija in tako naprej. Lahko bi začela tale pogovor z koliko kilometrov, kolikokrat na teden in podobno, ne? Ampak ti si začel na drugi strani, kar se mi zdi zelo pomembno. Pri sebi rečem, si tekačev, ki tekaške plane, ki si jih delamo skozi številke, skozi kilometre, morda celo skozi višince ali pa intervale. Ja, jaz pa bolj bi, oprosti, ker te prekinjam, jaz pa bolj bi dal na občutek, no.
Ne vem, ker poglej, daš si nek plan, zdaj govorimo o rekreativni populaciji, ne vem, zdaj bom pa 10 km bo ena gospa ali pa gospodična teče, ne vem, 55 minut, zdaj bi pa rada tekla 50 minut. Zdaj ne vem, če bo to spremenila s količino. Z nekim bolj usmerjenim, pametnim treningom bo prej to naredila. Ko s količino, zdaj kaj bo delala, 100 km na teden, to še ni dokaz, oziroma to še ni smer, da bo ona popravila, na primer, svoj rezultat. Jaz prej mislim, da bo s tem prišla do kakšne poškodbe prej. Zato, ker pač je treba prenesti količino. Ne vem, jaz pa govorim na svojem primeru, evo, jaz odkar več ne treniram, pa tečem kar tako malo za veselje s svojimi atleti, da grem zraven, pa sem lansko leto sem rekel, ok, zdaj pa to leto bom pa jaz spet malo tekel, malo več. Ne. Sem delal, sem si rekel, 100 km na teden bom naredil, ne. Zdaj to ni neka strašna številka za tele naše ljudi zunaj, ne, ki so tudi resni tekači, zelo resni, ne, tudi rekreativci, mislim, ni šans, da se jaz z njimi premikam v njihovem ritmu, ampak evo, dobil sem poškodbo. Brez veze. Zakaj? Zato, ker sem vedno iz studija direkt gremo hiter na tek, zdaj imam pač časa 90 minut, gremo hiter na detenih, ne vem, 15-20 km, to sem si zadal vsak dan, kaj je bilo na koncu, pozabil sem delati vse ostale vaje, veš, nič ne narediš, nobene preventive. In to je največja napaka. In na koncu nisem bil hitrejši, ampak sem pač od novembra skoraj do poletja se matral z raznimi vnetji brezveznimi. Prvič v življenju. Kdo bi si mislil, ne? Človek, ki praktično vse ve, ima biomehaniko v malem prstu, pa treniške protokole, pa se na koncu tudi zafrkne. Ja, zato ker si daš brezvezen cilj. Ne. No, ampak vseeno malo konkretizirajva, recimo malo tam tekače, ki zdaj poslušajo, ki jim je cilj nič več kot preteč 10 km, sklepam, da je za kaj takega dovolj 2 do 3 krat na tedensko iti, ven pa nekaj narediti. Malo tam tudi polmaratonce, navdušene maratonce, ki pa bi že morali vsaj 5 krat na teden pač brusiti pete in tako naprej. Zdaj, če so grovom, elementi nekega takega tedenskega treninga sigurno vključujejo tudi, nek hitrostni trening, naj se ponem, nek tempo, moče kakšen interval pospeševanje, kot si že omenil, kakšen dolgi tek na drugi strani za vzdržljivost. Pa najbrž, to boš ti znal boljš povedati, po vsakem, recimo, napornem treningu sledi dan lahkotnejšega treninga in tako naprej. Poglej, tako je, če greva čisto enostavno, pač, zdaj, ljudje se dostikrat primerjajo z športniki, ki imajo vse. Rečemo full support, to pomeni, pride iz težkega treninga, takoj bo šel na neko masažo, fizioterapijo, tam ga bo že čakal nek obrok, ki si ga že prej pripravil, ne. Če ga ima še malo dlje, tisti še boljši imajo že to vse full service, vse pripravljen. Mi pa pač nimamo, pač ti pa moraš priti domov, pa si moraš pripraviti stvari, pa moraš si poiskati fizioterapijo in tako naprej. Tako da, jaz svetujem, če delaš težji trening, potem je fajn imeti 2 dni regeneracije. Regeneracija ne pomeni, da zdaj sediš doma, da se nekaj ustrašim. Pač greš na počasen tek, jaz vedno napišem v plan as you feel, pač greš po občutku. Vse telo ti pove. Zato sem rekel na začetku, poslušaj telo. Govoril sem o stopalu, ampak isto velja za celo telo. Če greš ti na tek in se počutiš slabo v prvih 10 minutah, pa telo ti hoče povedati, da nekaj ni v redu. Zakaj ne bi takrat šel na sprehod? Zakaj bi silil? Bravo. Zakaj bi silil? Kaj boš naredil s tem? Pač pretreniral se boš. Ali pa mogoče to pregroba beseda, pač brez veze, utrujen boš. Sam podaljšal boš agonijo regeneracije. Če si v redu, narediš lahkotni tek, uživaš v naravi, nikamor se ti ne mudi. Če pa govorimo zdaj o težkih treningih, pa ja, intervali absolutno. En daljši trening na teden. Zdaj tisti, ko dela, ko mislijo 10 km teči, ni treba delati nekih spektaklov. 10 km je taka zdrava razdalja, zame zdrava razdalja. Polmaraton je še zdrava razdalja, maraton. Saj sam veš, maraton pa že zahteva nekaj več. Maraton ni sam še enkrat polmaraton. To je napak. Maraton je veliko več, kot sam še enkrat polmaraton. In zdaj tisti, ki nimajo dovolj kilometrov, ki ne poznajo telesa, valjda se znajdejo v težavah ali pa so poškodovani na koncu.
Vse veš, če se spomniš svojega prvega maratona, najbrž delaš sigurno kakšne razlike med takrat pa danes, ko greš na maraton. Že če druga ne znaš med tekom oceniti, kje si, v kakšnem stanju si, kako se počutiš. To je najboljša stvar. Velja za najboljše in velja za začetnike. Ne more biti drugače. Ne? Za 10 kilometrov, tudi če boš v življenju šel na najdaljši tek 10 kilometrov, boš kot rekreativec pretekel 10 kilometrov na dirki. Ne? To je dejstvo. In kakšni pa treningi, ne? Seveda je razlika. Ne? Zdaj, tisto, ko hodi na 10-kilometrske razdalje teč, je fajn, če dela kakšne intervale, mogoče, ne vem, deva nekaj konkretnega, en tak primer, ne vem, greš na trening, pa si rečeš, gremo malo, jaz rad kombiniram pač ta laktat dynamic trening, to pomeni, da se malo ukvarja z malo telo, malo dobi več laktata, pa potem v naslednjem intervalu tako, kot da bi bil fartlek, no. Sem malo z drugimi besedami povedan, pa malo bolj konkretno je narejen. Naprimer, greš 400 metrov, zdaj en tekač preteče v svojem ritmu malo hitreje od tistega, kar misli teč 10 kilometrov, ne? Ker to moramo vedeti, da hitrost v dolgih progah je drugače kot šprinterska hitrost. Ne? Za nekega maratonca je 5-kilometrski pace je hitrost. Tako je. Ne? Tako da to je treba razumeti, ne? Da zdaj kdo misli, da mora 400 metrov šprintati. Torej greš 400-metrski tek ali pa razdaljo, ali pa si daš časovni interval 80 sekund, pa greš v ritem malo hitrejši od 10 km, ali pa rečemo 5 km, vse to čutiš. Ne? Lahko greš pa tudi test narediti, če si malo bolj zahteven uporabnik teka, ne? Pa samega sebe. Ne? In potem se vrneš v ritem, ne vem, maratonskega ritma. Pa spet si ga lahko na pamet oceniš. To ni treba zdaj maratoni teč, da boš vedel, kak je tvoj maratonski ritem. Danes imaš tudi polno aplikacij, ko ti približno zračunajo, kje si. Ne? In potem to kombinacijo ponoviš še 5-krat, 6-krat. In je to fantastičen trening za adaptacijo na laktat, naprimer, ne? To je en tak lep trening, ne, ki se malo poigraš, ne? In zdaj, ko si začetnik, lahko to narediš 400 metrov ali pa 200 metrov, pa potem podaljšuješ z tedna v teden, ne? V 3 mesecih sigurno prideš lahko na 1000 metrov, pač takšnega ritma, hitrejšega od svojega pacea na 10 kilometrov, pa krajšaš pauzo, ne? To pomeni, tista pauza pa ni zdaj, lahko je za čistega začetnika čisti jogging, lahko je bila tudi hoja, ne? Ker se prvič pripravlja za nekoga, ko je bolj rutiniran tekač, se pa spusti v ta pač maraton pace. Sicer potem veš, da boš malenkost bolj trpel, ampak vse tako je. Boljši tekač, ko si bolj trpiš na koncu. Ne? Ni vedno lažje, vedno težje je. To smo vsi spoznali, če drugega ne, na lastni koži, ko nismo nič vedeli, pa smo mislili, da bo z leti lažje, pa je v bistvu težje, ker se pač bolj ženeš. Ja, težje je pač, ja. Dejan, tole je bilo perfektno, jaz mislim, da si dal ogromno odgovorov, nakazal ogromno rešitev, seveda tudi dal zamisliti marsikaj tekačem tam zunaj. Daj mi še povej za konec, kje te tekači lahko dobijo za dodatne nasvete, kje te lahko dobijo, recimo, ali celo najamejo za svojega trenerja, kam se lahko vključijo v tvoje tekaške skupine? V bistvu najlažje je prek maila, ne? Ali pa pač Happy Gym, ne? Pač Happy Gym je moj center v Ljubljani. Bom jaz polinkal, seveda spodaj Happy Gym, najdel te bodo tam, seveda, in te pokličejo, kontaktirajo. Jaz mislim, da ljudi zanima več, ne? Da bo ko ta vročina malo popusti. Pri tej vročini tudi oprosti, ker zdaj vleče me ta razgovor, pač pri tej vročini treba paziti, no, dajte spustiti malo ritem. Ni isto na 35 stopinjah teč pa na 20, ne. Vse se čuti že po dihanju, da ni isto, ne. Da kdo misli, da mora isto trenirati pri 35 pa 20. Tako, ali pa delajte to v 6 zjutraj ali pa 9 zvečer, pa bo ko je malo. Če treba, Tako. Dejan, super, jaz se ti zahvaljujem. Čisto za konec, katero disciplino boš spremljal na olimpijskih igrah najpodrobneje, kjer te najbolj zanima? Iskreno najbolj bom gledal Klaro Lukan. 5000 metrov ženske. Ne morem drugače. Klaro Lukan pa Marušo, no pač, to bom najbolj. Sem tekač, to bo najbolj. Navijal bom pa za vse, res. Super. Gledal bom pa vse. Tako. Evo,
Hvala ti, Dejan, se vidimo jeseni na tekaških priditev, če ne prej. Jaz te pozdravljam v Ljubljano, uživaj še naprej na dopustu. Ostani za Hvala Gred te, za tek. Marko. Čau. Hvala, čau. Hvala, Dejan, vrhunski poudarki, posebej tisto in pomembno si poudaril, kar tudi, bom rekel, veteranski tekači večkrat pozabljamo in nas je treba ponovno, vedno znova opominjati, na vse zadnje želimo teči, ne samo to sezono, še kakšno in ne želimo, da nam to preprečijo poškodbe. No in še za piko na i sem poklical tudi znanega tekaškega in triatlonskega trenerja, sodelavca Fakultete za šport in rednega pisca tekaških programov in nasvetov za revijo Polet, Klemena Lovrenčaka. Kaj Klemen predlaga zagretim rekreativcem to jesen? Klemen, živijo, pozdravljen! Živijo. Dobrodošel v podcastu, kot strokovnjaka na tem področju, ki ga tekači spremljamo že desetletje, posebej prek revije Polet, je bilo skoraj nujno, da te pokličem. Jesenska sezona se obeta, kljub vsemu, kot kaže, da bomo imeli tekaške prireditve na cesti, na trailih in tako naprej. Marsikdo od tekačev tam zunaj se je in se motivira predvsem s tem, da se mora pripravljati na tekaški dogodek. Evo, zdaj je priložnost tu, 2 do 3 mesece, ni veliko časa, pa vendarle dovolj morda, da tudi tiste, ki so že vadili ali vadijo, zdaj malo usmeriva, kako se zdaj lotiti projekta, recimo 10 kalcev, polmaraton in maraton. Se pravi, kako bi za začetek, kakšen splošen nasvet vsem tistim, ki se zdaj lotevajo priprav na jesenske podvige? Ja, dejansko nasveti so skozi enaki. Isto kot smo že v Polet, kot sem že v Polet skozi pisal, je dejansko za tekače rednost tista, ki jih naredi dobre in vzdržljive in pripravljene na tekmo pravzaprav kadarkoli. Tako da tekači, ne glede na to, na kakšni stopnji pripravljenosti so, zdaj, tudi če zdaj niso tekli en let, je samo važno, da zdaj zaženejo mašine in začnejo redno po nekem sistemu to delati. Ali je to redno 2-krat na teden, ali je to redno 3-krat, 4-krat, 5-krat, to je potem odvisno od nivoja tekača, ampak važno, da ko začne to v nekem rednem, kako bi rekel, z neko redno frekvenco odhajati na tek, na trening, na vadbo, kakorkoli. No, če rečemo, da je recimo 2 meseca do polovičke, ki jo moram narediti konec septembra, kako bi se recimo čisto plastično, zdajle nek tekač zadev lotil. Najbrž še vseeno, recimo, če zdaj ni vadil redno, pa bi zdaj začel vaditi redno, mora ustvariti neko bazo, potem pa z te baze nadgrajevati tudi, bom rekel, neko hitrostno vzdržljivost in podobno. Tako, ja. Zdaj, smiselno je začeti neobremenjeno s časom in z razdaljami. Se pravi, rečeš, greš za urico v gost in malo potečeš in je to. Zdaj, si pretekel 8 ali 10 ali 12 km, to niti ni pomembno. Važno, da si to naredil v taki coni udobja pravzaprav, da se ne pretereš, zato ker pomembno je, da čez 2 dni greš še enkrat. To je pomembno. To, kar sem prej tudi razlagal, rednost je ravno v tem, da se na nobenem treningu ne pretegneš na polno, kako bi rekel, ravno zato, da uspeš zagotavljati to rednost odhajanja. Je pa za polovičko, recimo za polmaraton, je vsem potrebno neka tista osnovna količina, je potrebna, če hočemo to narediti tako z, kako bi rekel, z nasmehom na obrazu, da ni to ravno tista, bi rekel, zadnja stvar, ki jo naredijo v življenju. Je recimo 3 do 4 na teden vsem potrebno iti teči. Nekako količina, ki je pa potrebna, je pa tam jaz mislim, da minimalno 25-30 km na teden bi bilo treba preteči, če želimo polmaraton odteči tako, kot si ga želimo. Ne nujno na osebne rekorde ali kaj drugega, ampak tako, da si ne ustvariš poškodb v treningu, da si ne ustvariš nevšečnosti na tekmi in tako naprej. Tako da 25 km niti ni toliko veliko, to je 4x6, 4x6 km, to nekdo, ki je enkrat tekel, to z lahkoto, rekel, to zmore.
Pa tudi če kak kilometer pohodi vmes, ni problema, važno je, da gre. In tudi, bi rekel, v nekih 3 tednih se srčno-žilni sistem odzove, se pravi, se že ustvari nek napredek zopet, ne, in se da potem iti in na večjo kilometrino in tudi na višje intenzivnosti. Ni pa zdaj potrebe na začetku po nobeni intenzivnosti. Zdaj je lahko vse to, bi rekel, počas, v coni udobja. Važno je, da je teren razgiban, da se gre v naravo, da se teče gor, dol, zato da se ne zabetoniramo na ravnino, ne, in štamfamo pravzaprav kilometre po ravnini, ampak da se gre na razgiban teren in nam ta razgiban teren tudi poskrbi za to variabilnost v treningu, ne, ki jo potrebujemo. To je recimo za prve 3 tedne, no, če tako rečem. Ja. Potem se pa doda ponavadi kakšne vsebine, s katerimi izboljšamo, s katerimi napredujemo v tej specifični moči. Ne? To so pa ali kaki teki v klanec, pa ne rabi biti to na polno, ampak samo, da se teče v klanec, ali zdaj to 200, 100 metrov, 200, 300, pač že sam, da tečeš malo hitreje v klanec, zahteva to nek dodatni napor. Potem začne se, malo se podaljša kilometrina, recimo enkrat na teden, kot dolgi tek, ne narediš recimo enkrat na teden, pa jaz vsem priporočam tekačem, pa tudi vsem svojim tekačem vedno dam, da morajo delati ta stopnjevanja, se pravi te hitrejše teke na 100 metrov, taka pospeševanja, ravno zaradi tega, da malo zavrtijo noge, da povečajo frekvenco teka, da ne tečejo samo počasi, ne? Da tudi, bi rekel, motorično možgane malo zbudijo, da lahko, da zmorejo hitrejši tek. In to jim kar jaz 2-krat na teden dam po teku. Ne? Se pravi, ne vem, nekdo teče 10 km v coni udobja, potem pa še 8x100 metrov naredi pospeševanja in je to, bi rekel, tak trening za motoriko in trening za specifično moč, ne, na koncu. To je recimo so drugi 3 tedni, ne, zadnji 3 tedni pa potem damo malo specifike, no, specifika so pa pol za polmaraton, ena specifika je dolg tek, se pravi, da naredimo res 1 ali pa 2 dolga teka, tam 14, 16, mogoče celo 18 km za tiste, ki malo hitreje tečejo, ne. Druga specifika so pa kaki tempo teki, ki so narejeni v malo višji hitrosti od tekmovalne hitrosti za polmaraton. Recimo, ne, Marko, ti zdaj tečeš verjetno okrog, koliko tečeš, na 40 bi polmaraton pretekel. Recimo, ja, tako rečemo. No, recimo, 40, ne, malo pod 5 minut bi šel recimo polmaraton. To pomeni, da bi bilo fajn, da bi recimo naredil kak specifičen trening 3x3 km ali pa 3x4 km v ritmu za tam 4:30 recimo, ne. Bi fajn zadihal, ampak ne pa tako, da bi te pa položil, ne. In to je pa pol za tiste zadnje 3 tedne, pol se je treba pretekmo sam spočiti in bo zagotovo šlo čez, ne. Čisto tako na hitro. Zelo plastično, ja, nekako, evo, omenila sva pač tiste začetnike, ali pa tiste, ki tečejo 2-krat na teden in bojo neko 10, ko si se zdaj za cilj, jo s tem zmorejo. Povedala sva, kako zdaj neko polovičko v septembru narediti. No, zdaj pa sem nek tekač, ki je skozi pomalem tekel, pa bi na Ljubljanskem maratonu letos zastavil maratonsko kraljevsko disciplino, ne. Zdaj recimo, da do zdaj že tečem, ne vem, 3-krat na teden, kaj moram pa jaz kot maratonec narediti, da bom recimo to razdaljo preživel nekje recimo v 4 urah nekega normalnega teka? Ja, zdaj recimo do maratona mislim, da je še 16 tednov Ljubljanskega, približno 16 ali pa 17 tednov, ja, tako. To je za nekoga, ki že zdaj še vedno redno teče, ne, ravno pravi čas, da opravi to tako imenovano specifično pripravo na maraton, ne. To pa zagotovo obsega, kot prvo, moraš tedenski obseg zagotoviti, ki je pa za maraton, mislim, da okrog 50 km na teden, ne, da pretečeš, se pravi, to so tedni minimalni, če tako rečem, ne, in pa seveda 50 km in več. Pa treba je, jaz mislim, da na vsake 2 tedna narediti en dolgi tek in se ga zdaj da zelo lepo na vsake 2 tedna podaljševati, ne. Recimo, čisto preprosto, lahko recimo zdaj začneš za 18 ali pa 20, greš recimo ta vikend 18,
pa čez 2 tedna 20-22, pa tako naprej, in prideš zadnji 3 tedne pred maratonom, narediš tam okrog 30 km en dolgi tek. In to je tudi nek minimalni standard, po moje, za maraton, ne? Da vsaj enkrat prek 30 narediš, ne? Da malo pravzaprav te zopet specifične tekaške moči narediš, ki jo potrebuješ na maratonu, ki je drugače kot tako, da narediš dolgi tek, ne moreš pravzaprav natrenirati, ne? Druga zadeva pa je bolj kot neki intenzivni intervali, ne? Za maratonce. Tudi intenzivne intervale seveda uporabljamo, ker so to najboljša oblika za dvig sposobnosti, ampak je verjetno vsaj toliko pomembno tudi ta velik teka v tekmovalnem tempu, ne? Če si mi zadamo, da bomo, recimo, evo, zopet bomo dala tvoj primer, ne? Ti, če z 41 bi zdaj tekel polovičko, bi si verjetno upal tam za 3:45, 3:50 maraton, nekako preteč, ne? Recimo 3:45 na maratonu, to je tistih 15-20, ne, ritem, in bi dejansko v tem ritmu veliko kilometrov pretekel, ne, se pravi, vsi lahki teki bi bili upravljeni v tem ritmu, zato ker več kilometrov, kot ti na nekem ritmu praviš, bolj ekonomično tam postaneš, ne. Dejansko je to je ugotovljeno in je smiselno to v treningu komponirati, ne. Se pravi, da mogoče tudi, če greš na iztek, ko imaš malo težke noge, recimo v nedeljo boš šel ti zdaj 18, ne, pa boš vtekel malo po naravi, pa niti ne boš gledal na uro. Pa boš pa v torek imel 10 lahko, ampak boš prve 2 km, 3 km naredil čisto na easy, zato da se ogreješ, pa kar 7 km v ritmu za 5:20, ne. In je to že tako maratonski tempo, pa ti ne bo težko, a veš, ker je to ni taka stvar, par kilometrov narediti. In to počasi 2-krat na teden delaš pač v tem tempu teke, s tem postaješ vedno bolj ekonomičen na tem tempu in boš tudi nekako siguren, da boš to naredil. In tudi potem na koncu tiste dolge teke, ki jih delaš tik pred maratonom, lahko drugo polovico vedno kar v tempu za maraton narediš, ne? Ker to te ne podre, zato ker recimo, če bi ti tekel 30 km in naredil prvih 12 km, ne vem, za 5:30, kar je res, rekel, nizko intenzivno zate, ne, trenutno, pa zadnjih drugo polovico ali pa pač kolikor ti pa ostane, pa kar 5:20, 5:15 in bi to lahko, ne bi naredil z lahkoto, ampak bi naredil brez težav, pa še zopet specifičen trening bi bil, pa še lahko bi vadil tudi na treningu že vnos hrane in pijače, ne, v smislu, da se kak gel poje ali ploščica, kar si pač navajen, ne, ker je pomembno, da na treningu to tudi povadiš, da potem na tekmi telo to sprejme, ne, ker če ti na treningu tega ne sprobaš gela, ne, pol na tekmi ni nujno, da ti bo pomagal, ne, bo prej kaj drugega. Tako, še druga, to je, se pravi, kar se tiče teh čistih aerobnih obremenitev, pol je pa verjetno intenzivni treningi so pa poleg tistih, ko sem prej omenil, intenzivnih intervalov, recimo kilometrskih hitrih tekov, ki so najbolj pogosti, ne, je verjetno tudi dosti bolj smiselno delati tempo teke, to so pa obremenitve na anaerobnem pragu, to lahko rečemo, to so približno zate hitrosti za 10-kilometrsko tekmo ali pa malenkost hitreje, ne, ti recimo, če 41 tečeš po maraton, bi tekel 10-ko 45, recimo, ne, za tempo teke, ne, da bi jih ti delal pa potem tempo teke, recimo tam nekje v 4:20, 4:15 na kilometer, zakaj bi se moraš pa kar pomatrati, ne, ampak recimo 2x4 km po 4:20 bi tudi spelo, ne. No in to ti pa potem da pa ta intenzivni del in ti dvigne, bi rekel, anaerobni prag s tem dvigneš, ne, in s tem potem procentualno je tvoj maratonski tempo na nižjem procentu, bi rekel, anaerobnega praga in je zato še toliko lažje vzdrževati ta ritem, ne. Je pa zdaj tako, če gledamo 16 tednov, je spet smiselno narediti za 4 tedne nekega uvajanja, zato da ti zagotoviš to 50 km-sko, bi rekel, 50 km na teden volumna vsaj, ne, dodaš dolge teke,
Potem naslednje 4 tedne se osredotočiš na to, kot smo že prej rekli, na to specifično tekaško moč, malo klance, so intenzivni treningi klanci, pa veliko teka v tem tempu za maraton. Potem tretji 4-tedenski sklop uporabiš za te anaerobne teke, za tempo teke na anaerobnem pragu, ne? S tem si digneš malo anaerobni prag in pa zadnje 4 tedne začneš pa že malo spuščati količino in pa lahko malo bolj intenzivne treninge uporabiš, ne? Se pravi, kakšne intenzivne intervale in s tem, ko spustiš količino, pa dvigneš intenzivnost, dejansko skrajšaš treninge. Učinkovitost treningov ohraniš na istem nivoju zaradi dviga intenzivnosti, ne? In se na nek način lahko celo malo bolj spočiješ. Zadnji teden pa itak, oziroma zadnjih 10 dni pa itak uporabljaš tako imenovani tapering, oziroma po slovensko se reče temu zoževanje, to so plavalci nekako prinesli nam. Ampak je zelo smiselno, ker dejansko z kratkimi intenzivnimi treningi vzdržuješ nivo pripravljenosti, ne, srčno-žilne in pa motorične, mišične, sprazniš se pa ne, se pravi glikogena pa ne sprazniš čist in to je pomembno, da ti na tekmo prideš res spočit in napolnjen z energenti, da to lahko spelješ. Ne. Vse poznamo različne tehnike, potem sej to si verjetno tudi že kdaj kaj imel, o tem, kako te carbo loading delate, pravijo, da je treba 3 dni pred tekmo se čist prazniti. Sam to so stare, mislim, to mora biti preverjeno. Ja, to mora biti preverjeno, to ne smeš delati prvič pred tekmo. Tako, ja. Pa to je mogoče za res tiste vrhunske rekreativce, ali kakorkoli, ki res ciljajo na... Res je, tako. Ne. Ker sploh recimo mi, ko tečemo bolj počas, dejansko ni problem, energenti niso tak problem, je bolj moč problem. Ne. Bolj, da ti zdržiš stališča moči, a boš šla 4 ure tekel v istem ritmu ali ne. Prav, ja. Ja, super, Klemen, tole si perfektno zaokrožil. Jaz mislim, da so bila prav informativno, ravno prav tehnična, ne, da je bilo razumljivo. Kje te recimo poslušalci in gledalci lahko še najdejo, poiščejo, ne vem, na spletu, morda v tvojem klubu, kje se lahko obrnejo nate za dodatna napotke, treninške nasvete in tako naprej? Dejansko ja, če vtipkajo moje imena v iskalnik, bojo hitro tudi telefonsko številko dobili ali pa mail in je to najbolj zanesljiv način, da me dobijo. Tako bom rekel, da spletne strani pa niti nimam več, ker je niti ne uspem urejati, kako bi rekel, niti ne uspem vsega skenirati, tako da zaenkrat sam telefon, ja. Mislim, da ogromno vsebin, bom tudi polinkal, tvojih člankov iz poleta se najde v arhivih spletnih portalov, tako da mislim, da ne bo težko najti tudi to, ne, za osnovne informacije, vse ostalo, kot si rekel. Klemen, hvala ti, čisto za na konec. Imaš ti letos kakšen tekaški cilj, kakšno dirko, ki bi jo tekel? Nimam. Nimaš? Nimam. Imam pa cilj postati zopet reden tekač. Aha, ok. Plemeniti cilj, kaj pa, ne? Tako. Gre za tek in da v letu 2022 potem spet tečeš kak maraton. Klemen, jaz ti zahvaljujem za tvoj čas. Uspešno delo še naprej. Pozdrav v prestolnico. Ja, hvala za povabilo in pozdrav nazaj na lepo Gorenjsko. Hvala, srečno. Čau. Hvala, Klemen. Verjamem, da bomo zdaj vse informacije, da bomo jesen pričakali našpičeni. Torej, kaj se čaka? Ste danes že tekli? Gremo še na film tedna za konec. To je tokrat dokumentarec. Na letošnjih olimpijskih igrah bodo že drugič zapored nastopili atleti iz več kot ducata držav, ki so vojni ubežniki, begunci, povezani v ekipo pod okriljem Olimpijskega komiteja, hkrati odlični atleti in atletinje. Dokumentarec Run, The Athlete Refugee Team Story je njihova tragična in inspirativna zgodba. Film, katerega link dajem spodaj, je v celoti dostopen na YouTubeu in bo super uvertura v letošnjo olimpijsko sezono. No, še to za tiste, ki bi olimpijski utrip radi doživeli tudi sami. V teh dneh se olimpijska bakla še seli po Sloveniji,
trenutno je na Gorenjskem, vmes bo še v Savinjski dolini na Koroškem, potem pa jo pošljemo v Tokio, vsi tekači ali navdušeni spremljevalci le-te, poiščite na spodnjem linku, ki ga bom prilepil v komentarje, tudi svojo lokacijo in se pridružite tekačem, ki jo nosijo po Sloveniji. No in še knjiga tedna, nekaj za poletno branje na plaži. Marjan Žiberna je bil svoj čas izvrsten tekač, sedaj pa je ravno tako odličen publicist in pisec, ki je v teku že pisal v zgodbi o Ljubljanskem maratonu in v romanu Norma, avtobiografska knjiga. Moj tek, ki jo je lansko leto izdal, hudomušno in premišljeno popiše zgodbe njegove tekaške preteklosti, se nostalgično spominja fragmentov in prigod ter pronicljivo analizira tudi tekaško sedanjost. Priporočam za prijetno, zabavno in tekaških domislekov polno poletno bralno razvedrilo. Marjan Žiberna, Moj tek. Evo, pa smo na koncu. Jaz sem pripravljen. Naj torej živi in se razvija tudi podcast Zagret za tek. Se slišimo in vidimo. Na zdravje. They killed my mother and the sisters. I have no way to go back. I'm like a lost boy. Whatever any human being do, the refugee, they can also do it. The athlete refugee team. Sports can change their life. They were just like joggers who even come without the right clothes, and come without shoes. We have to train them for the Olympics. We didn't even know what is Olympic, where is Brazil, where is Rio, nothing. How can you make them ready for Olympics? It's my passion, it's my love. I love it. Because of coronavirus, they closed everything. They have been told to stay inside. From the pain, they achieve something. They're a human being! They're running for their lives. We are running for our spare time. I'm not different with others. Same part, same brain, same blood that they have. God created us as one, not different. They killed my mother and the sisters. I have no way to go back. I'm like a lost boy. Whatever any human being do, the refugee, they can also do it. The athlete refugee team. Sports can change their life. They were just like joggers who even come without the right clothes, and come without shoes. We have to train them for the Olympics. We didn't even know what is Olympic, where is Brazil, where is Rio, nothing. How can you make them ready for Olympics? It's my passion, it's my love. I love it. Because of coronavirus, they closed everything. They have been told to stay inside. From the pain, they achieve something. They're a human being!
They're running for their lives. We are running for our spare time. I'm not different with others. Same part, same brain, same blood that they have. God created us as one, not different.